Voda ni ne leva in ne desna. Se je aktualna slovenska vlada do sedaj izkazala z utemeljenimi, politično in ideološko neobremenjenimi potezami. Je ta vlada res storila vse, kar je bilo v njenem moči za dobrobit vseh Slovencev, slehernika? Se je kdaj izkazala s strokovnostjo? Voda ne pripada nikomur in je hkrati od vseh. Je tej vladi mogoče zaupati? Da s predlagano spremembo zakonodaje na področju voda res skrbi za našo dobrobit? Ali so njeni interesi vendarle usmerjeni kam drugam? Voda je naša pravica, naša dolžnost pa je, da jo ohranimo za bodoče rodove. Če obstaja v vaših mislih kanček dvoma v dobronamernost predlaganega zakona ali predlagatelja samega, potem, prosim, nikar ne oklevajte. S svojim podpisom za referendum boste tako vi kot vaši otroci in vnuki lahko še naprej svobodno dostopali do morja, jezer in rek. Ne, da bi vam kapital to onemogočal ali masno zaračunal. To je to. Pred upravnimi enotami po Sloveniji, kjer je treba overoviti svoj podpis za referendum. Vas prostovoljci čakajo z obrazci, natisnete pa si ga lahko tudi spletne strani zapitnovodo.si. Nekateri je moč oddati podpis tudi z digitalnim potrdilom. In res, voda je ena temeljnih stvari, brez katere ni življenja. Voda ni ne leva in ne desna. Voda ne pripada nikomur in je hkrati od vseh. Voda je naša pravica, naša dolžnost pa je, da jo ohranimo za bodoče rodove. In tole je natočena voda iz moje domače pipe. Da bo tako tudi ostalo, bom šla podpisati za referendum o pitni vodi. Pejte podpisati tudi ti. Zato se mi zdi, da moramo čuvati to, kar imamo. Dajmo. Prosim, oddajte svoj podpis danes.